Pa gremo kar več ali manj po vrsti. Jaz bom kar reševala. Samo da vidim, ali bi bilo boljše, da si damo kaj na nov list. Mogoče pa res ne. Da ne bo tako utesnjeno. Bomo si prve dve, ko so bolj enostavne, dali na svoj list. To mi ni najbolj uspelo. Tole dali delete pa še enkrat. Takole. Na novo stran, da bomo lažje reševali. Se pravi, prvi primer je tale. X na 5 deljeno z x na 2. Okay. Ja, to je deljenje dveh potenc za isto osnovo. X prepišemo. Eksponente pa odštejemo. Se pravi, 5 minus 2 je 3. Ja. A na 6 deljeno z a na 8. Kaj naredimo? Osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. 6 minus 8 je a na minus 2. Kar se tiče rezultatov, jih lahko pustite komot v a na minus 2. Nekateri pa imajo rajši, oziroma v nekaterih knjigah je pa rajši, da dajo potem na koncu v ulomke. Jaz predlagam, da kar ostanemo pri a na minus 2, pa je to, ne? Ok. Tako. Zdaj pa naslednja vrstica. Imamo pa tole. Imamo 3/4 na kvadrat. Rekli smo, če potenciramo ulomek, potenciramo vsakega izmed delov ulomka, se pravi števec 3 na kvadrat pa 4 na kvadrat. Je to 9/16. Pa imamo naslednjo. 1/7 na nič. Zdaj, lahko bi potencirali najprej števec, pa potem imenovalec. Ampak mi smo rekli, karkoli na nič je 1. Ok, gremo naprej. 5/6 na minus 1. 5/6 na minus 1 minus, smo rekli, da obrne ulomek. Se pravi, to je 6/5 na 1. Na 1 pa ostane vrednost kar ista tisti, ki smo jo potencirali. Potem pa imamo 1/polovica na minus 3. Minus pomeni, da se ulomek obrne. To sta dve enini. Moramo pa še ostati na 3. Ne? Zdaj pa imamo 2 na 3. Pa 1 na 3. Je to zdaj 8 enin, kar je 8 celih. Lahko bi pa že tukaj v ulomku tudi rekli, to sta dve celi, pa 2 na 3 je 8. V bistvu imate veliko možnosti, da to rešite. Tako se spodobi, ne? Dobro. Gremo mogoče zdaj na 5., 6. pa 7., ko smo že glih tako se zdaj ogreli s številkami, ne? Gremo kar 5. Se pravi 3×5 na nič plus 7×5 na minus 1. Potenciranje ima prednost pred množenjem in pred seštevanjem. Zato najprej potenciramo. Imamo zdaj 3×5 na nič je 1 plus 7×5 na minus 1. Pa pomeni, da damo 1 ulomljeno s 5 na 1. 3×1 je 3 plus 7 enin krat 1/5. Gremo skupaj, ne? 7×1 je 7, 1×5 je 5. Zdaj, to je 3 cele, plus to je 1,2 in dobimo skupaj 4,2. Ali pa če ste dali tole na skupni imenovalec, pa tako sešteli, pa je tudi v redu. Zdaj pa 6. Imamo 2×3 na kvadrat plus 6×2 na minus 1. 2×3 na kvadrat je 9 plus 6×2 na minus 1 je pa 1 ulomljeno z 2 na 1. 2×9 je 18 plus 6 enin krat 1 polovica. 6 pa 2 se pokrajša, ostane tukaj 3 in dobimo 18
plus 3 je 21. Tako, pa še 7. Zdaj, preden jo začnem prepisovati, najprej bi lahko rešili to v oklepaju, ali pa bi pogledali na tole, ne. In ko bi videli, vse je na nič. To pa je sreča. Rezultat je 1. Karkoli na nič je 1. Ni ga lepšega, ko se vam to zgodi. Tako, okej. Zdaj še gremo pa na tele tule, se pravi z črkami. S črkami je pa takole, ne. S črkami pa se bolj dobesedno držimo tistih pravil. Tukaj, ko so številke, malo obračamo, malo tako, malo vse. Tukaj se pa bolj držimo pravil. In sicer, če imamo x na 6 deljeno z x na 6, koliko je? Ja, osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. 6 minus 6 je nič, kar je 1. Potem pa imamo x na 8 krat x na 5 deljeno z x na 6. Zdaj, če imamo množenja pa deljenja, potem je najboljše, da gremo iz leve proti desni, oziroma moramo iti, a ne, ker so to zaporedna množenja in deljenja. Najprej pomnožimo. Osnovo prepišemo, eksponenta seštejemo. 8 plus 5 je 13. Pa še delimo potem z x na 6. Zdaj pa imamo deljenje potem z istimi osnovami. Osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. X na 7. Odlično. Pa gremo naprej. Imamo a na minus 3, b na 2, a na 6, b na 4. Tukaj pa ni zdaj iste osnove vsepovsod. Tukaj krat, ne. In zato je treba pač združiti tiste osnove, ki jih lahko. Saj množenje je komutativno, se pravi, lahko zamenjujemo faktorje, ne, in bomo zdaj vzeli a-je skupaj. A, ker jih množimo, jih seštejemo. Se pravi, minus 3 plus 6 je 3, pa b na 2 pa b na 4 je skupaj b na 6, ne. 2 plus 4 b na 6. In zdaj pa ne moramo nič več, ne. To je to, to je rezultat. Dobro. Potem imamo minus a na 2, b na minus 3, zaklepaj na minus 2. No, tele z minusi, s temile minusi, mislim, so malo nevarne. Ta minus je tako, da bi imel minus enkrat. In ko vi potencirate, je ali ta minus ostane ali ne, odvisno od tele potence. In od tega, ali je soda ali liha. V našem primeru je soda. Zato mi lahko rečemo, minus 1 na minus 2. Ker je 2 soda potenca, se minus izniči. In smo brez minusa. Ok, se pravi, tu bo plus, lahko si ga napišete ali pa ga sploh ne upoštevate. In potem imamo pa, zdaj pa potenciramo potenco, se pravi a na 2, pa še na minus 2. To pomeni, osnovo prepišemo, eksponenta zmnožimo, to je 2 krat minus 2 je minus 4. Krat b je na minus 3, pa še na minus 2. Minus 3 krat minus 2 je pa skupaj 6. Vsakega z množenjem, ne, vzamemo kot svoj del, ki ga potenciramo. In pa ni važno, ali je minus ali je plus. Vi morate pomnožiti med sabo. Potenca, ali je soda ali je liha, nima tu veze s temi malimi minusi. Samo soda ali liha vpliva na ta sprednji, jaz mu rečem veliki minus. Ne? To je treba paziti. Dobro. Pa gremo naprej. Pa reditelj tabla. Odlično, hvala reditelj. In
zdaj pa gremo na vse ali nič, ta je pa malo daljši, ne? Je pa 3a na 4b na 5 deljeno z oklepaj a na kvadrat b na 3 zaklepaj pa še na minus 2. Ok. Nič hudega. Mi zmoremo, ne? Zdaj prvi del nimamo, ne vem, kaj je veliko za delati, se pravi prepišemo a na 4 b na 5 deljeno. Zdaj pa tukaj potenciramo vsakega izmed faktorjev. To je zdaj a na minus 4, b na minus 6. Tako. No, zdaj pa med sabo bomo delili. Delili bomo tega s tem, ne, ker je ista osnova, pa tega s tem. Trojko prepišemo, ker tu ni nobene številke, da bi jo delili, če ne bi pa tukaj tudi delili s to trojko. Zdaj pa a na 4 deljeno z a na minus 4. Osnovo a prepišemo, eksponenta pa odštejemo. Bom jaz zdaj napisala, kako to odštejemo. To je 4 minus, ker odštejemo, pa še minus 4, ker smo delili. Potem pa b na 5 minus minus 6. Tako. In je to 3, a 4 plus 4 je 8, pa b na 11. Takole. Poglejmo, če nam je še ostala kakšna naloga. Tole še nismo rešili, 8, ne? Pa še dajmo to 8 rešiti. Zgleda zapletena, vendar nalog se takih ne smemo ustrašiti. Vedno del po delu, ne. Če probleme damo resno na manjše kose, pa sploh ni problema, ne. Najprej pogledamo tale del. To je v oklepaju nekaj na nič. Karkoli na nič je pa 1. Minus. Zdaj pa spet na minus 1 pa tale plus, to ne gre skupaj. Se pravi, ne moramo kar direktno potencirati, moramo poskusiti v oklepaju najprej, kar lahko. A na nič je 1, plus 1 prepišemo, pa na minus 1. 1 minus, zdaj pa 1 plus 1, to je 2, ampak še na minus 1. 1 minus, 2 na minus 1, to je zdaj število. Število zračunamo tako, da rečemo minus uporabimo za 1 vlomljeno z, pa 2 na 1. 1 je to 2 polovici, minus 1 polovica je skupaj 1 polovica. In je to rezultat. Tako, tu smo zdaj prišli do konca teh vaj. Takole, še domača naloga. Tule so z rdečo počrtani primeri, ki se mi zdijo smiselni, da jih rešite. Dajte si na pavzo, prepišete, v naslednjem videu pa rešim. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!